Pri 22 je prišel trenutek, ko sem rekel, da je dovolj tega. Ne morem več tako živeti. Mi odrasli smo pozabili, kdo smo. Besede, ki jih slišiš skozi otroštvo, postanejo pol tvoje notranje dialoge. Je bila ena vaja, poslušaj svoje misli, si napiši, kaj si govoriš. In takrat sem videla prvič, nekaj besede, si dobesedno jaz pravim vsak dan. In glede na tega tvoj tudi vidiš, iz kje izhaja notranji kritik in kaj ti bo govoril. Human design je res tako Jaz sem ta prva, ki sem najbolj skeptična glede tega. Ko pa vidiš na sebi in na drugih ljudeh, potem ti vse logično, vidiš, da to res deluje. Dejansko, mi smo se že rodili z neskončno vrednostjo in mi nismo tukaj, da se moramo dokazovati. Naša vrednost je neskončna, ne? Ampak Neja Štrukelj, lepo pozdravljena na podcastu. Hvala za tvoj čas. Ful me veselil za ta pogovor danes. Ker vem, kako fajn, prijetna oseba si, pa tudi, da imaš lepo poslanstvo v življenju. No, tako da res cenim, da si se vzela cajt. Ja, meni sem vesel za povabilo. No. Tako da ja, smo zdaj malo klepetali, tako da prva podcast izkušnja, da si bila že na radiotih pa v reviji in tako da zdaj nekaj novega. Ja, tako da to bo zdaj malo bolj sproščen pogovor, malo debata, tako da vsega. Tako da mogoče lahko začnemo kar tako, da se malo predstaviš, za tiste mogoče, ki te ne poznajo, s čim se ukvarjaš, pa kako se je začela tvoja pot, no? Ok, torej sem Neja Štrukelj. Ukvarjam se, to mi je zmeraj bilo težko vprašanje, ne, zaradi tega, ker se nočem rada opredeliti samo na eno stvar, ne. Ko potem pomislim, moram se opisati kot sem mama, žena, pač vse te stvari, ne, po drugi strani, ali sem pač poslovno, kaj sem, ne, se ful ne rada tako dajem v kalup, ne, tako da najrajši povem, da dejansko trenutno, zdaj, ko sem pač zamenjala malo poslovno pot, moje poslanstvo je trenutno, da pač ženskam pomagam spet najti sebe, ne, tisto svojo pot, in da tudi pomagam staršem boljše razumeti svojega otroka. Tako da imam se zdaj oboje, zaradi tega, ker odkar sem natala pač mama, je tudi pri meni se vse shiftalo, vse spremenilo in tako da se zdaj bom niširala malo v starševstvo. Ja, ko prej si se bolj usmerjala, pa to neka osebnostna rast, postavljeni cilji in tako, ne? Postavljeni ciljev, notranji kritik, kar me še zmeri ful tako pač je ful del mene, zaradi tega, ker mi je to ful zanimiva tematika, kot ko sem tudi jaz pač začela, sploh prišla do tega osebne rasti, ne. Ker jaz sem celo življenje tako imela ful težave samo z zavestjo, sem sovražila sama sebe, ne, in to. Zdaj mi je jasno, zakaj, ne, kako je do tega prišlo, zakaj je pač nekako moralo priti do tega, ne, zakaj sem šla čez te izkušnje. Pač takrat nisem vedela in potem pri 22 je prišel trenutek, ko sem rekel, da je dovolj tega. Ne morem več tako živeti, ne morem se vsak dan pravno teptati, ne, ker moj notranji kritik je bil nor. In takrat sem spoznala ta osebni razvoj, ne, ker sem tisto, kaj lahko se dejansko sam sebe spremeni svoje misli, lahko dejansko jaz sem mislila, se rodi samo zavestjo, ne, v bistvu. To se naučiš, ne, in to mi je bilo tako ful odprlo oči in sem pa takrat študirala računalništvo, ne, prav smer, ne, in pol je bilo ne, je bil čas absolventa in je bilo ali nadaljevati pač smer računalništvo, programiranje, ne, ali iti narediti pač svojo pot, to, kar sem čutila, da hočem iti, ne, pač kar me je vleklo moje srce, da pomagam ljudem, da tudi oni spoznajo, da so dosti več kot to, kar jim pravi notranji kritik. In pa sem se odločila za to, ne. Je bil pa to kratkovni korak, veš, ko doma ti vsi rečejo, pač toliko let si ti tam študirala in zdaj boš kar tako pustila, pač da ne boš šla delati to, kar si študirala. In jaz sem pa bolj gledala tako, čakaj, zdaj sem toliko pač let študirala, zdaj bom celo življenje dela nekaj, kar me dejansko ne kliče k temu, ne, kar me dosti bolj kliče to. In tako da je bil tako, kar tak izziv se obdržati na tej poti, ne, da te ne prevzamejo. Mislim, tako so bili dvomi, samo potem, ko čutiš, ko veš, zakaj delaš, zakaj to delaš in je bilo vse potem laže, tudi če so vsi govorili. Jaz spomnim še prvo leto, je bil moj tata, prva leta, tako ko je dobil, ki je kakšno da zaposlujejo programerja in tako, lahko mi šla, ne, že malo sem postavila, že vem, kam on
Ja, to mi je kar znano. No? Pa si predstavljam, da recimo takrat je bilo še teže, ker niso bila ta socialna omrežja tako razvita, pa se mi zdi, da se ni toliko ljudi še odločalo za iti po tej poti nekega podjetništva, ne? Se mi zdi, da je verjetno takrat je bilo še teže, kot je zdaj, ne? Takrat je bil samo Facebook, Ja. kar se spomnim, no. Ne, pač Instagrama ni bilo, YouTube, samo na YouTube nisem šla takoj, nekaj sem provala in to, tako da jaz sem pol pač Facebook in pol sem začela tudi jaz sem ful sledila tako ameriški sceni, ne, tam so bili pa te spletni tečaji že, pol tudi na to šla in potem so prišli še ti pač planerji, ne, ker sem hotela nekako združiti to, ker mi je manjkalo meni, da si zapisuješ, pa da je cilje, da so tudi, ne, da ni samo imam to in to obveznost, ampak da nekako tudi rasteš, ne, pač osebnostna rast. Ja, se lahko se zdaj kar ustavimo pri teh planerjih, ker v bistvu jaz sem tebe spoznal preko planerjev, ne, se prav spomnim, prvič sem ga kupil tam, mislim, da je bilo konec 2018, se pravi tisto leto za 2018, in sem tako dobil prav random. Takrat sem bil šel v Ljubljani, sem študiral in sem šel v eno knjigarno, mislim, da je v Felix, in sem ga dobil tam noter in sem bil prav pismo, do zdaj nisem vedel, ne. In potem leto za leto sem kupoval pri tebi, pa pole parkrat sem šel prav tebi osebno v Zokan in pole tam smo se spoznali, ne. Tako da mogoče malo poveš tu zgodbo od planerjev, ne. Ja, planerji so prav prvi. Prvo sem naredila tisto samo PDF, ko da je, pa že sem dala preko spleta in pa sem videla tako, da so ljudje meni ful radi in pa sem ga še nekako dodelala in pa sem se odločila, ok, zdaj bom pa naredila pač tiskano verzijo, ne, in tako pole vse raziskovati, kako se to dela, kaj in to je bil tako, nek nov skok. In ja, 2015 je bil prvi in takrat dalje je še zmeraj, no, pač, torej, ja, to kleđe, je doba in ja, in potem se kar primili in potem sem ratala znana o tisto planerjev. Ustvarjam sansko leto, ne? Tako. Kako si pa začela s temi planerja? Tu si vse imela v glavi in potem dala to na papir, se pravi, kar je tebi pomagalo, ali si potem delala razne raziskave, vsako leto malo dodajala to? Kako je to potekalo? Nekako tako, ja. Mislim, pač vedela sem, kaj bi rada izboljšala, kaj je meni manjkalo pri določenih planerjih, kako bi rada, kaj bi rada dodala in kaj je pač tako prvo dejansko in potem to praktično pač sem dala, sestavila noter in vsako leto so bili nekako dodelani, drugačni, ker sem tudi spraševala, kaj bi še dodali, kaj bi spremenila, ne. In ker na začetku recimo vem, da so bili samo kvadratki, recimo zdaj so na ure, na mreža, pač vse 3 različne, zdaj se lahko spreminja platnice in vse, ne. Takrat je bila ena in prav tako, sem dejansko šla tako, ko so mi pač ljudje, no, pač kar sem jaz hotela in kar so oni. Na poti sem tako celo malo, mislim, da preveč zakomplicirala stvari, ne. Sem se malo zgubila, Ja, ker se mi zdi, da je kar izziv, ne, kako obdržati, pač, da je dovolj stvari, ampak da ni preveč, ne, ker pri tej osebnostni rasti pa postavljanje ciljev lahko hitro rata preveč vsega, ne, da daš preveč noter, pa pole se počutiš overwhelmed in pole rajš daš na stranku, da greš v tisto potem, ne. Pa tudi to, jaz sem padla noter tudi preveč, ker sem pole s časoma hotela pa malo preveč ugajati, ne, in potem pač in se nisem spet preveč niširala, ne, ker sem pač vse to je tudi del mene, tako da delam. Ker sem pol hotela vsem ustrešiti, ne, pa sem si mislila, joj, pa ne morem, pa ja, in bil tako kar izziv pol tudi, neko mejo postaviti, ne, ker sploh, ker nisem bila navajena. Ker jaz podjetništvo nisem nikoli študirala, ne, noben v moji družini ni podjetnik, ne, noben, vse to bilo novo in sem dejansko se učila preko teh let. In tako podjetništvo je tako prav osebna rast na potenca. Eno z drugim, ne, z roko v roki, ne. Ja. Bolj ko delaš na sebi, bolj vidiš, kako se ti neke stvari tudi v podjetništvu spreminjajo. Se mi zdi, oziroma se tudi nekaj začenjam še na tej poti, ni še uradno, ampak delamo proti temu. Se mi zdi, da bolj ko delaš nekaj na sebi, bolj ko nekaj spreminjaš lastne vzorce noter, bolj se ti tudi potem tam stvari začnejo nekaj odpirati, pa nove priložnosti in tako. Ja. In če ne delaš in se še zmeri vrtiš v enih in istih, isto ne gre naprej, ne. Če si pač identitete govoriš, ker sem to, ne morem tega in ful je povezano.
Je pa težko se mi zdi ohranjati ta balans med podjetništvom in osebno rastjo, ker recimo podjetništvo ti ful pobere, ne? In kako pole ohranjati ta balans, kaj recimo tebi je pomagalo takrat oziroma ti še vedno pomaga loviti to ravnotežje, recimo. Čas zase misliš? Ja, tako je, recimo, ja. Čas zase pa biznis, ker vemo, da če ćeš biti uspešen podjetnik, moraš ful časa vložiti noter, ne? In poleg hkrati pa ti ostane verjetno malo zate, pa poleg še je družina prije zdrava, ne? Je poleg kar izziv, ne? Jaz sem zdaj, čakaj 11 leto, sem videl 12 bo zdaj, kar sem SP. In nekako gledam to moje SP obdobje, tako delim na dve obdobji, dokler nisem bila mama in potem, ko sem ratala mama, ker do takrat sem jaz ful tako sledila tem, pač gurujem, tako deli, hustle, moraš stalno do noči, tisti, ki pač so bolj uspešni, manj spijo, več delajo, sledila temu, ne. In sem tudi imela več časa in mi ni bilo niti problema to delati, ker pač sem uživam v temu, sem si pač naredila tako delo, kjer uživam, ne. In potem pa, sem zanosila, sem ratala mama prvič in pol tudi drugič, ne, 2 in že v prvo je bilo popolna se ti spremeni, ko dobiš otroka, vse, kar si mislil prej, da se da delati, da lahko delaš, popolnoma drug shift ti rata. In takrat sem hotela furati še na ta način, ampak s časoma sem videla, da ne gre in da to tudi ni lifestyle, ki hočem imeti, ki hočem tudi, da bi me videli otroci, da nočem, da bi se me pol čez toliko let spominjali, a mama je bila deloholik in ni imela nikoli časa za nas, ne. In potem je bilo pač, ne, moja glava je hotela, ne, ker je bila navajena toliko let delati na ta način, tako moraš, ne, moje srce pa ni hotelo tega, moje vrednote, ne, in pol je bilo fuluno, da se nekako sama pri sebi sem se mogla reči, lej glava, ne, svoje stvari, jaz bom pač sledila sebi, ne, in jaz sem pač upočasnila stvari, tako da je kako zdaj balans, je nekako bolj to, da uravnavam svojega notranjega kritika, kaj mi govori, ne, kadar hoče še zmeraj na ta način in kaj mi reče, le bi mogla zdaj na ta način, bi mogla zdaj tako hitro, zakaj nisi dosegla še tega in tega cilja, zakaj pač, ko jaz sem si prej, sem si vse cilje napisala do tega in tega datuma, je treba to in to, vse korake, ne, in poleg, ko je prišel otrok, vse sem si pisala, samo potem, ali je zbolel, ali sem bila neprespana, ali pač ni več toliko časa in potem tiste cilje, ki sem si jih obljubila nekako, da bom naredila, jih pač nisem izpolnila in potem sem se samo sebe pač tepla, kritizirala, ne, zakaj pa ne, in so pa nekako gotoviš, no, da. Kakšen shift si pa pole naredila kakšne, spravi, prej si postavljala prav določene cilje, časovno opredeljene, potem pa kako si naredila ta shift? Ker recimo tudi jaz sem opazil skozi leta, da recimo neki časovno določeni cilji mi ful ne ustrezajo, zaradi tega, ker bolj ko se bližam njim in če vidim, da ne bojo uspeli oziroma da se ne bojo come true, se ful, recimo isto kot ti, se ful pritiskam nase in je ful enega obupa oziroma takega nezadovoljstva in se tudi jaz malo bolj shiftu te stvari, pa me zanima, kako se ti shiftala potem? Jaz sem si naredila samo okvirne cilje, tako namere in nekako nisem dala moram do tega, nisem si dala tistih točnih, nisem več sledila v smart sistema, veš, ko učijo, moraš specific, metric, ne vem, kaj sem dala, ne, in je bilo pa, je bil izziv to preklopiti, ker toliko let, ne, in misliš, da je to napačno, ne, in, ne vem, nekako v sebi sem čutila, še zdaj nimam, pač vem, kaj hočem, si napišem recimo, kaj bi rada naredila in to, mislim, lih kontra, kar sem se učila delati zdaj, ne, in sem videla, da mi tako ustreza, no, in da dejansko to, ko sem delala prej, je bilo ful bolj neskladno z mano in da sem delala bolj iz tistega lažnega jaza, ko pa tega, tako da ja, napišem si, imam, ampak se dejansko pustim bolj voditi svojemu telesu, recimo, si ne dam, zdaj ta dan moram narediti, ne vem, napisati blog post, ne, nekoč sem, ok, tudi če sem bila zaspana in to sem šla to delati, zdaj pa, imam energijo za to,
pač poslušam bolj svoje telo in če imam, grem to delati in če ne, pa grem pa kakšen drug mini cilj delati. Nekako ne tako striktno zastavljam, da bolj poslušam sebe. Ja, pač te prav razumem, ker tudi jaz recimo vidim, da buš delujem tako, je pa hkrati težko, ko si rekla, ne, ker skozi si navajen, moraš tu pa do takega datuma in to. In se mi zdi pa, je tudi nek learning curve, kako začeti poslušati samega sebe, oziroma kako najti, ker je itak je 1000 stvari za delati in kako si pole zbrati tisto stvar, da jo pole narediti. Se mi zdi, da se moraš naučiti poslušati samega sebe, svoje telo, ko si rekla, Ne, uma, ne. Ne? To je pa human design, Okay. Ker ne sme biti naš odločevalec, ampak naše telo. Naučeni pa smo preko uma razmišljati, ne more vse povedati. Posluši, razmišlji, preglej vse, ne. Okay. Naše telo pa ve še pred tem in ne rabi pač umen, da nam pove, kaj, ni njegova funkcija tukaj tako. Kako se pole orientirati po telesu? Mogoče nekdo, ki ne poznaš to, oziroma z tega ne ve, kako recimo se orientiraš po takih občutkih, kako jih prepoznaš, kako bi recimo to nekomu pomagala? Pač nismo še omenili pač human design. Ja. Pač potem par let nazaj sem odkrila ta human design in dejansko tako vsak človek ima drugačno avtoriteto znotraj sebe. Okay. Potem pole. Točno eno, one size fits all, ampak je vsak na svojo. Ok, bomo tu predelali malo kasneje. Veš, ki me pa še zanima, prej si parkrat že omenila ta notranjega kritika. Skozi tvoje raziskovanje, kaj se ti zdi, da je to bolj posledica nekih notranjih prepričanj, notranjih vzorcev, je to prav zunanja, se pravi želja po nekem dokazovanju oziroma želja po neki potrditvi? Kaj se ti zdi, da je to, ali je kombinacija vsega to? Kombinacija vsega, dejansko tako pogojevanje oziroma notranji kritik, ko se rodimo, vemo točno, kdo smo in delujemo na ta način. Potem pa prijejo starši, ko reče otroku, ne smeš tako, to je slabo, da bodi bolj pridan, da pokaži se, potem prijejo v osnovno šolo in mu govorijo, moraš imeti 5, ali pa prineseš 4 in ti rečejo, zakaj nisi pač prinesla 5, in pač je to pogojevanje potem strani staršev, strani družbe, strani učiteljev in potem si misliš, pismo oni vejo več kot jaz, to, kar jaz čutim in vem, je slabo, in potem kadarkoli razmišljaš tako, pač, kaj ni tako, ko si bil naučen, ampak je kontra pač tebi, se vklopi, V bistvu, nekako besede, ki jih slišiš skozi otroštvo, postanejo pol tvoje notranji dialogi, in potem tako se potem razvije ta notranji kritik, Pri meni je bilo, pač sem slišala dostikrat, da pač boj tiho, ne povedati svojega mnenja, in potem se je prelevilo v moje mnenje nepomembno, boš, da sem tiho, itak sem oblebetam, in potem sem slišala čez otroštvo, da sem grda, čudna, žirafa in vse te stvari, in potem kasneje pač je rad tudi ta moj notranji kritik, sem grda, ni bilo več ti si, ampak sem grda, sem čudna, sem nesposobna in rad tako naš notranji kritik, in pole dejansko kako nas tako, Ja, zanimivo, kako recimo ti notranji vzorci, kako se oblikujejo, prav na podzavestni ravni, Ker recimo jaz sem tudi ful raziskoval te notranje vzorce, prepričanja, ko v bistvu tudi jaz imam močnega notranjega kritika in me pole žene zmeram po nekem deloholizmu in pole začneš raziskovati, kako se to oblikuje, Jaz sem prav v eni knjigi sem zasledil, da so v bistvu 2 kritični obdobji, zgodnje otroštvo in potem najstništvo, ker so možgani ful bolj lahko absorbirajo te informacije in kako pole nezavestno ti vse te stvari ujameš v sebe in potem jih interpretiraš kot svojo identiteto, tako da je zanimivo. V bistvu to nisi ti, ampak to je tvoj ki ti pravi, da... Točno to je. Dejansko prvih 7 let je najbolj tistih kritičnih, takrat najbolj dobimo ta pogojevanja strani, ki je pač, po eni strani smo se mi kot mi odrasli smo se prišli to učiti. Mislim, ker tako pač spet human design, vidiš točno, zakaj je tako, samo prvih 7 let je tistih ta najbolj, ko se to ko si dejansko najbolj ti in hkrati te najbolj učijo, da ni okej, da si ti. Pač in potem, in veš, ko si otrok, kdo je tvoja največja avtoriteta? Starši,
pač poterate o prijatelji in vse. In je ful to pomembno v tole, ko res se da ne. In pač tudi kasneje, no, samo takrat se najbolj gradi to tako. In pole rata ti, ne, rata tvoja identiteta. Kako pa recimo na spreminjanje tega, se pravi, prej si že omenila, da si skozi svoje raziskovanje začela to spreminjati. Kaj je bil tvoj pristop recimo k temu spreminjanju nekih notranjih vzorcev, prepričanj in to? Ja, pri meni je bilo tako, pač prvo sploh nisem vedela, da obstaja notranji kritik. Jaz sploh nisem zaznala mojih misli. Jaz sploh nisem vedela, kaj si govorim. Jaz ne vem, ful tako mi je smešno zdaj pogledati nazaj. In pol sem, ko sem je pošuni dovoljen, ne morem več tega, ne, je bilo, sem na internetu poiskala pač pomoč, meni je težilo, veš, kako biti bolj samozavesten, ne? In potem, ja, ne vem, hodi na ta način, deli se, kot da si samozavesten, ne vem kaj, ima to je ful tako, mislim, kako naj se dela, če ti ne vem, kako biti, kaj, sem iskala prav konkretne napotke, ne samo drseralno, ne, in hodi tako. In pol sem naletela na pač prav to, ne vem, kaj bi se temu rekla, psihologija, pač te prav te vaje in tam sem prvič videla, da je bila ena vaja prav, napiši si, da posluši svoje misli, si napiši, kaj si govoriš. In takrat sem videla prvič, kaj sem besedil, in dobesedno jaz pravim vsak dan. Nič da se počutim tako slabo glede sebe, če sem dobesedno največja svoja kritičarka. Kdorkoli bi mi lahko rekel karkoli več, jaz bi bila še zmeri, sem se znala samo sebe najbolj potlačiti. Ker sem se to navadila, kaj je to. In tega sploh nisem vedela prej, pol pa sem začela pač se učiti o tem in videti in poslušati in tako sem ga pol zaznala in ko, što je da moraš prvo spoznati, ne, potem prepoznati, ne, ko se vklopi, ne, in potem, ko ga prepoznaš, lahko spremeniš, ne, kaj ti reče. In potem sem začela pač to, da sem mu rekla stop, ali da sem spremenila misel, pač so pol te različne fore. In tako postopoma potem, da ni pač, ga daš na soboznika usedeš, da ni več tvoj glavni. Kaj pa ni notranja kritika pa ne moreš nikoli, ni cilj, da se ga odstrani, ker to je nemogoče, da se ga za vse večne čase utiša, ne. Je zmeri tam bolje fora, koliko časa mu pustiš, da ti govori to, da usmerja tvoje volane. Ker jaz nekoč, meni je 365 dni na leto usmeril, ne. Zdaj vem, mi lahko par urc, mogoče kdaj kakšen dan porečem, ok, ne, ja, zdaj kdo ti to govori, ne, si to res ti ali to samo pač ti blodi, tvoj notranji kritik. Takrat sem mu celo dala ime, sem ga celo tako identificirala, sem mu dala mala siva celica, siva celica samo tako in potem, da je siva celica nehi blojiti in tako se dejansko nekako predstavljaš, kakšen je, potem ga ne vem, malo pomanjšaš in tako so te pač vaje. In ja, je lažje, no, ko enkrat prepoznaš, lahko lažje ustaviš, no. Oziroma pač malo utišaš, dokler se spet ne zmisli, zdaj pa lahko, zdaj se počuti tako in tako lahko. To je to. Tako da pole delo na dnevni ravni, ne? Spravi vedno znova in pole s cajtom rata lažje, ne? Lažje, ga prepoznati in pač, da te ne poslušaš sam sebe. Ja, ker v bistvu spet, ko raziskavaš te stvari, so pole različni pristopi do tega. Eni pravijo, da moraš iti do korenskega vzroka za to, zakaj imaš taka notranja kritika, zakaj imaš taka prepričanja, tisto razrešiti. In potem, ko tisto razrešiš, bo vse v redu. Pole eni drugi pravijo, da ne rabiš iti do vzroka, da tisto je še slabše, da samo si ponavljaš neke afirmacije in tako. Tako so ful različni pristopi, zato me pole zanimalo, kaj je recimo tebi pomagalo. No? Ja, meni je nekako pač zavedanje, da vedno bo, ker je to, ker pač ni cilj, da se odstrani, je del nas, samo da ni treba, da ga stalno poslušamo. In jaz mislim, da nikoli prav ne priješ do korenskega vzroka zaradi tega, to sem pač videla, ko dobiš otroke, ne, misliš, da si ful že napredoval osebnostno, ne. Dobiš otroke, pol vidiš, da si da še dosti moraš delati, ker ti pridejo točno na tiste gumbe pritiskati, ker nisi še predelal in se ti ful še dodatne stvari vklopijo, kaj pač jih
jih imaš, kaj pa žensko tvoja duša počne se učiti in delati. Tako da ja, in zaradi tega ne verjamem, da lahko priješ do korenskega vzroka. Mislim, mogoče ja lahko priješ do tiste, ki je prvo nastalo. Samo tega pa bolj pa nekaj drugega za rešavati z nekega drugega področja, ker se je toliko zgodilo, toliko stvari. In tako da meni najlažje je pač, da vem, kdaj se pojavi, da pač spoznam, prepoznam in da tako, to meni najbolj pomaga. Zdaj si omenila, da se pravi ti otroci pritisnejo na neke gumbe, bi bila mogoče pripravljena deliti, mogoče kakšna je taka stvar, ki si opazila zdaj, odkar si mama, kakšni so neki taki vzorci oziroma prepričanja, ki so prišla zdaj gor? Čakaj, zdaj, ko to je toliko. Pač itak najbolje, jok je itak ena stvar, ne, ker je itak dosti ljudi, ne, mislim, nas odraslih, ko smo jokali, najbolj še mi bilo dovoljeno jokati, ne, Okay. in v tem veš, ko se otroki joče, je pač bi najrajši, mislim, sem že prej sta pač otroka, sem delala tudi, sem že dosti prebrala knjigo o starševstvu, kako in dejansko, ko dobiš otroka, ne vzgajaš otroka, ampak vzgajaš sebe. Vzgajaš svojega notranjega otroka, ker pač tvoj otrok ni tvoj otrok, je samo prišel nekako skozi tebe, da on je svoje lastno bitje, ne? In cilj starševstva ni, da pač vzgajaš otroka, ampak da vzgajaš sebe, ker ko boš vzgajal sebe, bo se to tudi spremenilo pri otroku. In tako sem to že preden je prišlo, sem vedela, samo recimo gumbi so, vse se dobro držim, ampak ko recimo se vklopi. Veš, ko sem navajena, recimo, ker jaz se nisem smela jokati. Če sem se jokala, je bilo, dej kaj toliko kompliciraš, boj tiho, pač take stvari. In sem ful tlačila v sebe moja čustva, ful jih nisem kazala. Je bilo to ful prepovedano pri meni, pač v času mojega otroštva. In pol, ko ti ta mali začne jokati in ima pač te čustvene izbruhe, ne, v moji glavi, ne, mi gre tisto, ko bi mu mu zakričala, dej utihni, kaj blojiš, ne, iste besede, kot sem jih jaz slišala, ko sem bila majhna, ne. Sem pot, ne vem, zato, ko sem še toliko delala na sebi, ali to ostane to v moji glavi in pač nekako prešaltam na... Prepoznaš spet prepoznaš in začneš drugače pole delovati, ne? Mi je ful lažje, no, tako. In dosti je teh, ne, ko se ful ujamem, kadar pač ali ta jok, ali recimo ali nemoč, ko jim ne morem pomagati, ker skozi odraščanje sem čutila ful nemoči in potem, ko je kakšna taka situacija pri njih, ne, ali da ne morem pomagati, se tudi spet vklopi, ne, in je tako pravno, a ne, to ni zdaj to, zmoreš, to je tisto delo na sebi, ki mene osebno najbolj nekako utrudi v starševstvu, ki hočem biti mama, ki jim bomo vzor, ne, in ne pa kot opozorilo, ki bojo odrasli, ne. Da ne bo rekli, mama je bila taka, nočem biti taka, ampak wow, mama je bila taka, jaz tako, ne. Ja, se predstavljam. Zanimivo je, meni je zanimivo, da si omenila ta jok. Jaz sem recimo tudi v zadnjih parih mesecih sem slišal govoriti Jordana Petersona, zakaj je jok pomemben. Prvo je tako to, ko si omenila, se pravi izražanje nekaj potlačenih čustev oziroma nabranih čustev. Hkrati pa rekel, da recimo za otroke je ful pomembno, da se izjočijo, zaradi tega, kadar se izjočijo, pride do nekega stres release, ampak hkrati se tudi resetirajo nevronske povezave v možganih in po joku se lahko ti ful bolj hitro učiš stvari, kar mi je bilo ful zanimivo. In dejansko je res, kadar imaš ti nek emotional breakdown, takrat moraš izkoristiti za se naučiti neke druge stvari. Ampak ko se greš pogledati nazaj za tvoje otroštvo, je zmeraj tisti jok je ne se jokati, pa bodi trden. Pa ne čokoladko, bombonče, karkoli, ne, in potem odrastemo in se sprašujemo, zakaj zmeri, kadar sem žalostna, grem po čokolado, ne, bombon, ne. Ampak v bistvu rabiš lih tisto, da se resetiraš in da se lahko tisto izkoristiš, da se naučiš nove stvari, tako da je ful zanimivo. Ful me je zanimivo pri mislim, Zeli tam, ta starejši ima 7 let, ta mali ima 3,5 in je tako na obdobje, ne,
mama, daj mi banano in potem olupiš banano, no, nisem pa tudi olupiš ali kakoli, in take, ne. Pa je pač to obdobje značilno, ne, in če ga sem hodila zdaj povedati, pač, da tudi je treba gledati, da kadar pride do čustvenih izbruhov, jaz tudi gledam na to, se spomnim, čakaj, njegovi možgani sploh niso še razviti tako kot moje. In kako lahko potem zahtevam od njega, da se obnaša kot odrasel, ne, da zdaj pa more lepo to sprejeti, ne vem kaj, če še mi kot odrasli ne znamo, kdaj pač zgubimo nadzor, ne, predvsem nad čustvi, čustva so najbolj tako, kjer smo kot cela pač populacija potlačeni, ne, odvedeno. Ja, se mi zdi pa z generacijo v generacijo se to spreminja, ne. Itak pred cajtom se ni toliko govorilo o teh čustvih, se mi zdi pa zdaj mi mlajši oziroma naša generacija že malo bolj govori o tega, ne. Ker vsi so bili naučeni, itak moraš biti trden, če češ preživeti, ne smeš pokazati čustev, če si sploh kot moški pokazal čustva, ja, sploh kot moški pole, če si pokazal čustva, ne, si bil pač manj vreden oziroma manj močen, ne. Res, ja. Jaz vidim pač starejše generacije, ki ta mali, ali pa tudi starejši, pač jočejo in pole ima dede, fantki ne joča, in jaz rečem, ne, fantki tudi jočejo, komodi so kar ignorira na druge in pač se skoncentrira na otroka, in dovolim jokati, pač da pojočejo in to je tako zanimivo videti, ker tudi recimo, če se kaj razjezita, ne, in oba imata ta način, se začneta jokati, začneta kričati, ne, kar je tudi značilno za njihovo pač human design zasnovo, začneta kričati in me začneta odbijati proč, nočeta, da sem tam z njimi, ne, in potem v moji glavi šit, veš, jaz pa nočem, da izpade da je ful taka meja, kako ne jim zdaj povedati, sem tukaj za vas, ne, in te ne zapuščam v največjem času, in pač tem hudem času, in hkrati pa spoštovati njegovo željo, kar res hočejo pač, da se, kar rabi sta mir, tako sta pač zasnovane in tako jim je to in pole, in potem se malo pač umaknemo, povedamo pa še pač pogledati in to je ful zanimivo, ta shift videti, kako dejansko otrok, ki mu dovoliš, da grejo res ta čustva ven, potem spet trenutku, ko se prije stisniti, ko je on pripravljen, mu povem, da ga imam rada, da ga imam vedno rada, da sem tukaj za njega in poleg da ni bilo nič. In je res to pomembno, no, to je ful zanimivo videti pri otrocih, kako, če jim dovoliš, da dajo ven, da samo moraš biti dovolj močen, ker je kar, no. Jaz mi zdi, največji izziv je če si kje v družbi zunaj, pa ti začne pole jokati dej, kaj si bojo drugi mislili in tako, ne, to se mi zdi, no. Takrat se začne pa, ja, točno to, kaj si bo pa drugi mislili, če ti rad v bistvu tebi kot staršu neprijetno zaradi svojih izkušenj iz otroštva, ko pa to, kaj dela otrok, no. Tisto, kar dela otrok, je samo sprožilo, torej gumb pri tebi, ne. Pomeni, da nisi še razrešil, oziroma da se ti je to tebi dogajalo. Dejansko vse, kar ti je tebi neprijetno pri otroku, pomeni, da ti nisi smel delati ali pa v otroštvu, ali pa da je bilo pri tebi pač nezatrto nekako. Ali pa da je to kar nekaj, kaj to zdaj. Recimo, jaz sem zdaj opazil v zadnjih parih mesecih, da tisto, kar mi najbolj manjka, očitno zdaj trenutno, sem dobil premalo v otroštvu, oziroma tisto, kar mi gre najbolj zdaj na živce, oziroma me omejuje, je bilo preveč tizga v otroštvu, oziroma skozi najstništvo, ne. Recimo, zdaj zadnje čase ful iščem neke zunanje potrditve, oziroma zunanje pozornost, ne, ker očitno nekaj mi je manjkalo v otroštvu, ne, pa recimo zdaj, če je ful preveč rutine, mi spet pa me ful omejuje, zaradi tega, ker sem bil skozi vpet v šport, ne, nek rigiden urnik, ne, in pole spoznavaš, ne, kako se neki notranji vzorci oziroma stare navade, kako pole se pokažejo v svojem življenju, ne. Tako da si predstavljam, pole skozi starševstvo je še več tega, ne. Tukaj si omenil čas, ne, jaz sem tudi to opazila pri meni, dejansko kot odrasli, mi smo tako pogojevani, pač, ko smo odraščali in to, in kot odrasli, dejansko si moramo ne iskati pri drugih, ampak sami sebi dati tisto, kar smo najbolj pogrešali v otroštvu. In jaz opažam isto, jaz isto sem
vsako je bilo treba se učiti, da bom odlična, tenis, klavir, nauko glasbi in vsi popodnevi so bili zasedeni. In po čem jaz hrepenim najbolj zdaj pač še pred otroci, ne? Pač čas zase, ne? Čas samo zame, ne? In pa greš pogled spet mojo zasnovo in to in vidim, zakaj je vse tako ratalo, ne? Mislim, je ful se vzorce iz otroštva prenese sem. Zdaj si predstavljaj, kako bi bilo, če bi otroka že od mičkega učili, da sledi sebi. To je ful drugo bi bilo. Ja. Tako da zdaj ja. To pa res, ja. Se mi zdi ta delo na sebi, tu sem slišal na enem podcastu, mi je bilo ful všeč, pač ta pravo delo je na sebi, mislim, da je Goran Hrvačanin na ideji podcastu je unik, je igral veš v Hostar, eden izmed glavnih igralcev, so ful predelovali te notranje vzorce in rekel, glavna stvar, ki jo imamo mi, da pač neke stare vzorce ne damo naprej, oziroma da bi bila vsaka generacija bolj zavedna, boljša in tu je poleg cilj nekaj, da bi poleg človeštvo šlo v pravo smer oziroma se zmeram izboljševalo. Da prekinjate več generacijske vzorce, ki nam dobesedno ne služijo. Ja. Prej si omenila, da tisto, kar najbolj hrpeniš, da si moraš sam dati, oziroma se naučiti sam dati. Kako si se naučiš sam dati sebi to? Kaj recimo tebi pomagalo? Mislim, pa kar ti pomaga, recimo, no? Ja. Se itak verjetno ne odkriješ vse, ako si rekla, ne? Pač delaš na temu, ampak... Ja, zdaj sem odkrila, da dejansko kdaj pogrešam varnost, kdaj pogrešam pač to čas zase, ne, in delam tako, mislim, nisem že odkrila, da bi rekla, zdaj pa, kljukca, kaj tak ni nikoli kljukca, zdaj bolj, da se zavestno odločim, recimo, a kdo kaj hoče od mene, ali otroka, ali to, da zavestno vprašam, ali da si potem dan kasneje čas zase, da nekako da zavestno iščem ta čas zase, no. Pač pri meni in to, kar sem videla, ker jaz pač rabim. Jaz sem zmeraj mislim, da sem čudna, zaradi tega, ker sem bila rada sama. Sem bila rada vedno, nisem nikamor hodila na žure, okoli. Jaz sem uživala biti sama doma, nekako tako, no. In sem zmeraj mislila, da sem čudna zaradi tega, zdaj vem, da je to del mene in da je to skladno z mano. In tako da zdaj se pač učim, kako se še embrace to, pač, da začnem to živeti in da se nekako vidim, način narobe se, no, da se učim bolj rada samo sebe še bolj. In tako pač to je stalno rast, no, mislim, ni nekega... Spreje to, kar si, ne, in si da tisto, kar pač kar čutiš, da rabiš. Že misliš, da si osvojil to, bolj pač pridejo potem otroci, potem prije kaj drugega, bolj je itak je stalno, itak je to popotovanje. Ja, zanimivo, ko se zaveš, da si v bistvu v nekem vrtincu in vedno znova odkrivaš iste stvari, ne, se vrtiš v nekem... In dejansko si res, kot vsaka oseba, je prišla določene stvari iskati pač na ta svet. Se to je pač stalno omenjen ta human design, ne. Se tam sem videla, tudi če bi se rodila pri drugih starših, nekje pač drugje v Sloveniji, bi šla skozi podobne izkušnje. Bi isto se ne boš počutila nesamozavestna, bi imela težave z govorom ali tako. Zaradi tega, ker sem kot duša prišla se to učiti. In to je bilo No, daj se lahko zdaj malo dotaknemo te teme human designa. Jaz to poznam tako osnove tega, vem, za ki se gre približno. Malih zaradi tega sem te hotel povabiti, ker vem, da se ful posveča zdaj pozornosti pa svojemu delu temu. Tako da lahko gremo malo raziskati to tematiko. Kaj je sploh to human design, pa kako se lahko uporabi v življenju? No? Pa tako, ja, recimo še boljš, ja. Ja. Jaz sem res začela s planerji, osebnostna rast in to, in ima 3 leta, nazaj, 2021, ja. Je bilo čisto slučajno, je prišel mimo mene, pač sem videla tako na internetu nekje human design, ne, sem rekla, to kar nekaj, to še svetuni nekaj, veš, Myers-Briggs, Enneagram, vsi ti testi, ki se pač vkalupijo noter, ne, to si to in to je to. In sem kar odslovila. In potem se mi je stalno ponavljalo, pač
kdaj je vesolje hotlo, da ja ne, poglej, ne. In pa sem šla pogledat in sem videla, pač dobiš tako mapco, tako telesna karta, rečemo temu. In sem videla, sem prebrala, jaz sem generator, to je pač en izmed 4 tipov oziroma 5. In nisem polovno, če raziskovati sama, ne, pa jaz videla, to je ful zakomplicirana zadeva. Jaz sem se naročila na reading moje karte. Aha. In na readingu mi je pač ta, ki mi je bral mojo karto in sem bila samo tako, kako on ve tiste moje najbolj globje misli, kaj si mislim o sebi, kaj nisem nobeno povedala, tako kako on ve točno moje občutke, samo iz ene karte, oziroma pač, ko daš datum, uro in kraj rojstva, kako lahko to. In me to, pole sem šla pač pravno, wow, in sem šla pol to sama raziskovati naprej, ker me je toliko pač intrigirala. Ja, pravno, wow. In pole sem videla, in pol sem dobila neko spet neko navdušenje, ker sem ga pa že dosti let zdaj, mislim, zadnje cajte, ker sem bila v podjetništvu, ker sem imela planere, ker nisem več čutila tega. In potem sem videla, ker sem čutila neko frustracijo tam, sem rada delala planerje in to, kar sem ustvarila, ne, je bilo, ni bilo več to tako nekoč, ne. In potem sem mislila, mogoče zaradi tega, ker sem ratala mama, ni več toliko časa za to delati in se mi je pač v tem stilu pač sesulo ali tako, čast, ne. Sem videla, prav zame, ne, značilno je, da kadar nisem skladna sama s sabo, čutim frustracijo. In kadar sem skladna sama s sabo, čutim zadovoljstvo. In pole sem šla tako pogledati, zato čutim jaz malo frustracije pri planerjih, ne, zato, ker to ni več skladno z mano. Po karti je tudi vidno, da na vsakih 7 let se mi pač glede na moj dizajn, se mi menjajo obdobje, ne, je bilo tam, ko sem to začutila, je bilo tako, in pa je pa svet ne, tako kot na koncu absolventa, ne, kaj narediti, ne, ali SP, ali programirati, je bilo zdaj tisto. Fakt sem skradila uspešno pač planerje, da se me pozna potem, in zdaj kaj, spet slediti sama sebi, ali nadaljevati to, ne. In sem spet naredila skok, pač, da sledim sebi in zato sem pol nekako shiftala mojo pač poslovno smer in sem se zdaj v human design dala. Da. In vse to si videla pole na podlagi analize s human designom, res? In pole sem šla pač to, in potem sem tek šla tudi sama raziskovati naprej, da lahko zdaj tudi sama delam readinge in pač, da sem jaz rata specializirana za to. In ja, vse to je videti dobesedno. In to mi je všeč pri human designu, ker dejansko vidiš dobesedno vse, tudi tiste stvari, ki ne veš, da so, oziroma so ti rata ful stvari jasni. Zakaj si se to tako obnašal, zakaj tako deluje, zakaj stvari ne delujejo. Dejansko dobiš eno potrditev, da to, kar si, da je okej. In to je ono, ki te ne ukalupira, ne, ampak je toliko temu se reče tudi human design, znanost o diferenciaciji, zato ker tudi če dva imata na pogled te enake karte, da zgledajo, ne, bosta čisto drugače delovala, isto dvojčka recimo, ki imata pač isti datum, uro in kraj rojstva, mogoče se pač, mislim, minute se zamenjajo. To so noter pač globje, ko greš, ne, raziskovati to, vidiš, da je vsaka duša dobesedno prišla druge stvari se učiti. In tukaj sem tudi videla to povezavo z notranjim kritikom, ne, ker sem pač mislila, notranji kritik izhaja kot neka pač zadeva samo iz glave in tako, in ko vidiš po human designu, pa so te določeni centri v našem telesu, ne, določene te energijska vozlišča, in glede na to, kako deluje posamezno vozlišče, ne, je lahko, da si če deluje na en način, boš lahko tam manj pogojevan, kot pa če deluje na drug način. In tam, in glede na tega, tudi vidiš, iz kje izhaja notranji kritik in kaj ti bo govoril in zakaj ti bo govoril. To je bilo ful noro. Tako še združim, tako da mi je ful to. Tako da v bistvu human design je sestavljen iz ful več teh različnih mislim, kako se temu reče? Nekako kot neka mešanica I Chinga, čakr, kabala tree, pač te astrologije. Nekako
vse združeno skupaj in kad ti potem, to je nekako tako uradna definicija tega. In potem in pač ta svoj sistem, ko se reče human design in lahko, ko ima vse te elemente noter. Tako, če ne, ja, jaz rečem, ko me vpraša pač kdo, kaj pa počnem, najreče je pač to pove, da recimo predstavljaj si, da se rodi en otrok in tam ima ta energijski odtis ptička recimo in potem starši in je zadovoljen s tem, da se obnaša kot ptiček, da je pač vse značilnosti, ampak starši hočejo, da rata on lev, da se obnaša kot lev, ne? In to je tisto pogojevanje, veš, prvih 7 let najbolj. In potem ta otrok se nauči biti lev, ne? In se obnaša kot lev, ampak cel cajt razmišlja, mislim, to nisem jaz in čuti, da nekaj ni prav, ne? Ampak se nauči biti lev, ga vsi drugi bravo, bravo, ko se obnašaš kot lev in tako, ne? In potem ta otrok odraste in je rata pač odrasel in potem čuti frustracijo, čuti jezo, pač vse te občutke, da ni dovolj, da vse in pa se prije na reading, ne, in prvo povem, ti si tukaj, da se obnašaš kot ptiček, ne, in je tako, wow, kaj res, to malo kako nisi vedela. Mislim, kako nisem videla tega, sem res že cel čas to čutila, hvala, ker si mi to povedala. In dejansko to je potem human design, da ti pove, kdo si ti kot duša prišel na ta svet. Na ta svet. Ker nas pa pogojujejo, da smo levi ali pa karkoli drugega. To primer. Ja, recimo meni je zanimivo par human designu, ko si rekla vse te različne stvari, ki se pole poklapljajo v celoto, ne, ker se mi zdi dosti krat, ko omeneš kakšno tako stvar, astrologijo ali karkoli, je ful tako abstraktno, ne, pole ljudje ne verjamejo, ker se mi zdi, da je preveč kalupirano, ne. Tudi jaz recimo sem nekaj sem slišal od astrologije, pa nekaj sem primerjal, pa sem videl, da so neki vzorci v meni, samo nočem verjeti, zato, ker se mi zdi, da je tako abstraktno vse. Medtem ko pri human designu, kar sem jaz videl oziroma spoznal skozi, se mi zdi, da je res te pove, kdo si res ko si rekla, v resnici oziroma v duši, pa tudi neki osebnostni tip ti pole dano. Ja, pač pri human designu tako, prvna je več nivojev. Prvni ta prvi nivo se razdeli glede na to, kakšno auro imaš, ne? Kako deluje tvoja aura, kako pač sprejema stvari. In 70% ljudi se jim reče, da smo generatorji. In deluje naša aura tako, da je magnetna, privabi stvarih nam. Potem so tukaj projektorji, kar se jim reče, jih je 20%. Oni imajo tako prodorno auro, da dejansko zna prebrati pač človeka. Potem so manifestorji, jih je tam 8-9% ljudi, in to ima spet drugačno auro, kaj se jim reče, da taka odbijajoča, v bistvu se jih ne da prebrati njih. In potem so reflektorji, to je 4. tip, ko so da je pa njihova aura je pa taka teflonska, dejansko, da zna brati okolje in ljudi in pač tako so zelo najbolj redki, no. To je ta prvi nivo, ne. Potem vsaka ta aura ima svojo strategijo in avtoriteto in to je pomeni, kako dejansko smo tukaj, da sprejemamo odločitve in da pač kaj poslušamo. To je tisto, ko sem vprašal, kako bi ti svetovala nekomu, da posluša sebe, ne, glede na svojo strategijo in avtoriteto. Recimo zate, ne, ko sem ti rekla, da mi pošlji podatke, ti si generator, ne, jaz sem tudi generator. In za nas je pomembno, da počakamo, da dobimo nek odziv, ne, mislim, da prije življenje k nam in potem, da poslušamo nas sakral, kaj nam reče, to je točka tukaj pri trebuhu. Jaz, ko sem to slišala, je bilo tako, kaj jaz ne čutim tukaj, jaz sem na ful v glavi. Ja, ker smo zdaj tu prva reakcija ljudi, ne, kje je tu se nekaj tako abstraktno treče, se mi zdaj bolj, ko se greš poglabljati, tu bolj vidiš, da je nekaj na temu, ne. Jaz sem bil tudi recimo na začetku, ko sem se začel raziskovati čakre in vse to, to je brez veze, to itak ni nič na temu, ne, potem začneš počasi videti, da nekaj je očitno na temu, ne. Ja. Jaz recimo zdaj poslušam, jaz tudi kdaj začutim, kdaj imam, predvsem poslušam pač svoje telo, da dejansko ne grem, ali je to dobro ali to, ampak če nekako dobim tak občutek, potem to je ne od mojega telesa, ne.
samo nekoč meni telo naredilo in sem bila, ma vseeno je dobro in sem šla kontra. In potem se čudiš, zakaj pa stvari ne grejo tako, kot si kao zamislil. Ja, zato, ker nisi se poslušal, ne. Zato, ker smo naučeni to zunanjo avtoriteto poslušati. In kar mi je šlo všeč pri human designu, je to, kar si rekel, ne. Meni je ta, tako, res, human design res tako malo, ne, abstraktno vse. In jaz sem tudi ful tako, študirala sem računalništvo, ne, vse mora biti napisano, ne, tako, imam to v sebi, da mora biti logično, ne. In potem je bilo tudi meni tako, kako, ne. In torej, jaz sem ta prva, ki sem najbolj skeptična glede tega, ne. Ja, ko pa vidiš na sebi in na drugih ljudeh, ki jim poveš pač njihovo karto, ki jim prebereš, ko vidiš, tem ti je vse logično, vidiš, da to res deluje. Ko fora je tudi human design, ni tukaj, da rata tvoja nova avtoriteta, ne, zato, ker ti je human design rekel, pa sem ti jaz na readingu rekla, da ti si to in to, da potem moraš to delati. Cilj human designa je, da dejansko ko dobiš te podatke, da eksperimentiraš in potem vidiš, ne, da dejansko se naučiš biti sam svoja notranja avtoriteta. Da ne, ker ti je na začetku, ko si bil majhen, ker so ti starši rekli, ker so ti učitelji rekli, in potem, ker ti je ta test in ta ukalopiral, da si melanholik, ne vem kaj, da moraš zdaj, da si to, ne. Human design tukaj te res lej. Ti si to, glede na tvoj ta energijski odtis, ne, ker ko smo se rodili, so prišli ti, reče pač nevtrinoti, ki so ti, glede na to, kako so bile postavljene zvezde, planeti in to, si dobil nek energijski odtis. In vsak človek ima pač drugačnega, odvisno, kje se rodil, kako, ne. Čekaj, sem se zgubila. Dejansko, da vidiš in da, torej, to si ti, ampak potem, da testiraš, kako pa ti to čutiš, kako vidiš, da smo pozabili mi odrasli, ne. Mi odrasli smo pozabili, kdo smo. Otroci to vejo, ne. Mi dejansko smo tukaj, da ko dobiš human design, da vidiš, kje si bil pogojevan in dobiš, meni je bilo ful lažje potem videti, zakaj sem in se ful lažje dobim in ulovim, kadar gremo v ta lažni jaz pravi, torej, kadar se vklopi notranji kritik, ne. Otroci so pa tukaj, pa živijo že sami svoj dizajn, ko so prišli pač kot duša, je pa na njih je pa, da jih mi kot starši, da jih vzgajamo, da jih prav ne tlačimo, da morajo biti nekaj drugega, kar so. Kar sem omenjala prej, pač kao generatorji, manifestorji, projektorji, reflektorji. To je pravna osnovna, ne, potem so še, vsak ima svoj, rečemo, profili, centri, globine, ne. Recimo smo kot, recimo generatorje, že od malega se uči, ne, se nas je učilo, dej, beži v akcijo, just do it, ne, beži v akcijo, ampak mi generatorji nismo tukaj, da gremo v akcijo, to so manifestorji, oni so tukaj, da inicirajo stvari, to je njihova naloga. Mi smo pač graditelji, da počnemo in delamo stvari, ki nas navdušujejo, ne. Torej, ne da karkoli narečejo kdorkoli drugi, ampak moramo mi začutiti in kadar bomo skladni sami s sabo, bomo čutili zadovoljstvo. In če ne pa frustracijo. In to je tisto, da se pač poslušaš sam sebe in da veš, ampak smo bili naučeni lih kontra, ne. Manifestorji recimo, so mi pa naučeni, ne, ustav se, počaki, ne iti v akcijo, ne, in pa lih kontra, ne, in potem pač odraste generator, ki hoče iti stalno v akcijo, in manifestorji, ki se pa zadržujejo nazaj, se bojijo iti v akcijo, ne. In moja dva otroka sta oba manifestorja, tako da je to ful redko, ne, 9% celotne populacije in oba sta manifestorja in tako je, mi pomaga, zaradi tega sem se odločila, da zdaj bom tudi se na starševstvo pač razširila, da bom pomagala, zaradi tega, ker se mi zdi tako pomembno, da primarno je bil human design tukaj, je prišel, da dejansko nauči starše, je bil namenjen otrokom, zato ker oni so tisti, ki bo živeli v energiji prihodnosti, ki se bo zamenjala
energija čez par let, ne boš šla še v to, če ne gremo še. Ampak zaključujemo neko 400 let dolgo obdobje in od leta 2027 se bo začelo eno novo obdobje, ki bo čisto drugačno kot to, ko smo mi živeli. In naši otroci bojo tisti, ki bojo živeli v tem novem času, kjer bo ful bolj to individualizem, ne bo več toliko communityja. In kjer bo zelo pomembno, da slediš svoje avtoriteti. In zaradi tega se mi zdi tako pomembno, da otroke naučimo. Mi kot prvo, da se odpogojujemo, zaradi tega, ker je pomembno, ker če se sam vzameš v svoj cikl, kako boš pomagal otroku, ga ne pogojevati, in po drugi strani pa, da veš od otroka, kakšen je njegov dizajn, in ne da ga potem mu rečeš zato, ker si manifestor, moraš tako, ampak da si dovoliš otroku biti to, kar je, da ga opazuješ, gledaš in da mu lahko pomagaš biti še naprej to, kar je. Da ga ne tlačiš dol. Tako da, ja. Ja, vidim, da te to ful navdušuje, ne. Sem pročutil to iskrico, zdaj, ko si govorila o tem. Ja, se mi zdi, ful me mene prepričalo to, kar si zdaj govorila, samo še vedno se mi zdi pri ljudeh, ko slišijo neke aure, energije, takoj odpor. Samo se mi zdi, da je fajn imeti odprt odprt razum in nekako spoznati stvari in implicirati tisto, kar vidiš, da ti pomaga. Ne? Ko si rekla, ok, če si ti generator, manifestor, že tam lahko ful narediš, da če ne druga, malo spremeniš tvoj lifestyle oziroma tvoje tudi mindset, ne? Se pravi, da ne greš v akcijo, če si generator, ampak pustiš, da pridejo stvari do tebe. Pač ti mali, kaj tak, jaz tudi kar naredim na reading, ne, to je ful informacije, ne, in gre shit, kje pa ne zdaj začnem, ne. Ma ni treba, naredi majhen korak, pa svoj eksperiment, kao 7 let traja, da nekako se vse celice v telesu zamenjajo, ne, tako da je to, jaz sem na začetku mojega eksperimenta, ker eno je pa da poznaš human design, veš teorijo in gledaš, pa samo bereš, druga pa da greš eksperimentirati, da čutiš, da veš, kako je to pa pri tebi. In to je tisto. In ja, glede, to je res aure in to je, meni je tudi to nelagodno govoriti, zaradi tega, ker, ko sem že rekla, jaz ful nisem bila, če bi 5 let nazaj prišel do mene human design, bi rekla, to je kar nekaj, da je vesela, ker nisem bila še pripravljena sprejetko, nisem bila še duhovno toliko zrasla, da bi pač to, ker jaz sem bila res vedno, nikoli nisem bila, da bi poslušala intuicijo, tako v teh vodah. In mogoče me tudi zaradi tega v tem human design prepričal, mislim, ker sem videla rezultate in vse, ampak zaradi tega, ker sem začutila, se je tudi neka logika od zadnje, ne, ko vidiš, ne. Se začne aure in to, potem, ko greš recimo gledati centre, ne, pač to so ta vozlišča, ki je ful podobno kot čakre, ne, samo da jih je 9, ne, ker čakar je 7. In ko si ti rekel, ne, ja, jaz sem čutila, da se moram pač dokazovati in to in stalno delati, ne. In potem, ko sem šla gledati tvojo karto, ne, imaš isto kot jaz, imaš nedefiniran center srca. Zakaj pomeni nedefiniran? To pomeni, da obstaja definiran in nedefiniran. Definiran center srca pomeni, da ko so pač različni centri, center glave, potem ažna, grlo, G-center, center identitete, center srca, potem je vranični center, sakralni center in korenski center. Podobno kot čakre so pač. Ja, in še center emocij, solarni plexus. In če nekaj definirano, to pomeni pri human designu, da je tisti delček, ta center pobarvan, pomeni, da tam imaš konstanten dotok energije in deluješ vedno na isti način. Če pa imaš nedefiniran, pa pomeni, da prejemaš od zunaj pač to energijo in jo še povečuješ. Tako da nimaš konstanten dotok energije. To ne pomeni, da če imaš nedefiniran nek center, da si tam neumen ali ne vem kaj, pač, kar si na šumu zamisli, ampak samo drugače deluje, drugačna mehanika. In to, kar si ti govoril, ne, je prav značilno, jaz imam isto nedefiniran center srca, je prav značilno, da se stalno, pač, da čutimo, da se moramo dokazati, da dajati obljube, da iščemo svojo lastno vrednost, ne. In potem, ko greš pač brat, kaj je pa
pa tisti, ta pravi jaz tega centra je pa to, da dejansko mi smo se že rodili z neskončno vrednostjo in mi nismo tukaj, da se moramo dokazovati. Naša vrednost je neskončna, ne? Ampak, ker imamo ta center imamo nedefiniran, nepobarvan, da sprejema notranjo energijo, mi sprejemamo energijo ljudi, ki imajo definiran center, torej, ki oddajajo to energijo in potem čutimo njihovo energijo in mislimo, da se moramo dokazovati, da moramo dokazati, da smo dovolj, da moramo dati obljube sebi in drugim, da dokažemo svojo lastno vrednost. In tako se začne pol to pogojevanje. In to je potem tisto, ko sem rekla, potem veš notranji kritik, zdaj vem, kadar delam nekaj, se zmeraj vprašam, a to delam zase, ali zato, da dokažem, recimo, a sem dovolj dobra, a sem ta post napisala zato, da dokažem moje znanje, ali zato, ker pač bi rada samo dala, ne? Je ful tako vidiš, potem se lahko ti bolj pomaga sam sebe poslušati, videti. To. Isto, ko si rekel včeraj, mislim, ko sem poslušala, ko si imel live, je bilo, da pač na začetku podcasta, da zagovoriti, ne, da kako je govoriti in to isto, zato, ker imaš ta nedefiniran center grla. In mi, tudi jaz imam, smo sploh skozi odraščanje vem, da to mi je tako bilo zanimivo, ko sem prvi slišala to, ne, pač po human designu, da veš, ko smo, saj jaz sem imela tako, ko sem na Mičkina, veš, ko smo, ne vem, ko se predstavljaš v razredu in tako, in potem ko prišel do mene, kaj naj rečem, kako naj dam po vrsti stavek, da bo zvenelo pametno, ne, sem nekaj zblebetala brez veze, ne. A pa telefonski pogovor, ko si vse v glavi, dober dan, da ne bo zvenelo pa dupi, kaj tazga. To vse nedefiniran center grla, ne, je pač taka mehanika, ne, ampak mi spet čutimo drugo definicijo, ne? Oni pa nimajo težave, oni pač povejo in to, ne? In potem se naučimo skozi otroštvo, da si tiho, to, da poveš samo, kot začutiš, da je napačno, in potem se naučiš, torej, ko sem rekla, to je kao, mi smo ptički, ne, tako, torej smo tukaj, da smo recimo bolj, da govorimo, kadar začutimo in da imamo 100 različnih glasov, ne, pač ne tisti, ki imajo definiran ta center, imajo en ton govora in tako, ampak se naučimo, da to, kar smo, ni prav in se pravimo biti kako tisti, ki imajo drugačno definicijo in potem se čudimo, zakaj spet ne gre tako, grejo stvari, ne. In ja, tako, in to je tisto. Zakaj meni tako human? Tako pogled vase in ti lahko tako lažje delaš na sebi in te vzorce prekinjaš in vidiš zakaj. In meni je toliko stvari razjasnjeno. In to je tako je pol pa, če zveš, moraš, mislim, delo na sebi je. Ja, polejtek je pa delo na sebi, ne, pač prvo so informacije, ne, ki ti jih verjetno lahko da human design, a ti pove tudi pole, kaj moraš delati oziroma kako moraš spremeniti stvari, ali pole na tebi? Pač jaz, veš kaj, jaz pač poznam human design, do human designa sem pa ful imela to osebnostna rast, coaching na lepo sem tudi. Okay. Tako nekako pol združen. Okay. Ja, se to je fajn, ker če ne samo informacije, po mojem niso dovoljne. Ker jih tam se pole zgubijo ljudje, moramo vse tu delati, kje začnem, pa preveč je vsega, pa pole rata odporno in pole pustiš vse, ne, ker se ne vidiš ven sebe, ne. Se pravi, zdaj smo omenili, se pravi, tri nivoje, se pravi, prvega, pole te drugega, pole še malo centre, te čakre in to, je še kakšen tak zanimiv? Ja, potem so profili recimo nekako naša osebnost, kako smo se prišli obnašati na ta svet, oziroma kako neka obleka, ki smo prišli sem. Recimo, ne vem, kako bi tukaj povedala, ko ponovim pač pokažem na slikcah, recimo, kaj sem jaz tukaj izvedla? Jaz sem recimo profil 2.5 se reče. In za številko 2 je značilno, da smo radi v svojem brlogu, da imamo zase, ne. In potem je bilo tisto, to dejansko nisem čudna, sem čudak, da nisem šla nikoli nikam, da tako uživam, pač biti doma v svojem
večino dneva pač sama sabo. In zato tudi, recimo, odkar sta pa še otroka, jaz zdaj prav začutiš, rabim, vidite, vse mame rabimo, vse starši, pač, da si vzamo samo mi, ki imamo recimo linijo 2, še toliko bolj rabimo. Je to zdravo za nas, da smo sami. In linija 5 je pa potem, da so pa projekcije, da smo skozi življenje sem dosti kakšna bi mogla biti in pač da delam stvari tako, kot drugi rečejo. Se to je podako pogojevanje malo različno. In kar sem še videla pri liniji 2, pač jih je pa tako, je 6 linij in potem 12 kombinacij, kako se združi skupaj, pač od 1 do 6. Enke so take, da morajo raziskovati, da morajo priti do neke zadevi. Dvojke smo bolj pač naravni talenti, pravijo, in potem ne vemo, s kje smo dobili, tako nekako naravno strkavamo noter tiste stvari, ki so nam pač lahke. In tako mi je smešno, ko me pač mož dostikrat vpraša, ja, in kako ti to veš? In jaz tako, ne vem, pač vem, ne? In pa lahko imaš dostikrat občutek ta, da mogoče nisi, potem se povežeš itak, je potem, vnotri nekaj, ne ve se, moram dokazati, in kaj, to. In dejansko tudi to je bilo pomnika. Ne, pač samo dosti sprejemam na tak način. In ti, ker sem gledala, imaš profil je 6-2, to pomeni, da prvih 30 let tvojega življenja je bilo bolj taki eksperimentiranje, dosti napak, pač da provaš, da padeš, da te stvari ne grejo. Od 30. do nekako do 50. leta je to drugo obdobje, ko se malo umakneš nazaj, da vidiš nekako oddaleč bolj gleda stvari. In potem po 50. letu je pa nekako rataš modrec. Zato, ker greš, se dvigneš oziroma drugo obdobje se dvigneš na streho, da dejansko gledaš kar si pač predeloval skozi teh prvih 30 let, vse te napake in kar si doživljal, da se dvigneš gor in potem po 50. pa rataš modrec, ker lahko drugim pomagaš s svojimi modrostmi, ki si jih dejansko tukaj, ki si jih pač delo videl, doživel na sebi. To je prav. In tvoje telo pa si, ker je dvojka, se tudi želi čas zase in da je pač svojem brlogu, rečemo. Te tudi tebi, zate je skladno, da dejansko delaš stvari, ki so ti lahke. Lahko v smislu, da linijam 2 se reče tudi the dancer, da lahkotno gremo skozi življenje. Pač mišljeno kot, to bom povedala na mojem primeru, jaz, ko vi veš pozna nazaj, ko pogledaš, ne, koliko sem bila neskladna sama s sabo. Jaz sem pač igrala klavir, je bilo to moje naravno, da ne, jaz sem se ful mučila, da sem se naučila, ampak sem ustrajala, zato ko moraš ustrajati, moraš dokazati, moraš biti odlična, moraš to tretje. Jaz sem se pisala na faks, ne, na računalništvo, zato ker pač jaz sem hotela iti na grafiko, samo je bilo, se mi zdi, samo visokošolska, ampak jaz ne morem iti samo, jaz moram iti na univerzitetno, ker sem mislila, če ne bom nekaj manj, ne, in so spet uni vzorci, ki je nekaj, pač se moraš dokazati, ne, moja vrednost je nič vredna, sem si govorila, ne. In pole tam na faksu je bila matematika večinoma na računalništvu in meni matematika gre, ne gre mi, ne, in sem spet delala stvari, ki niso bile skladne z mano, ker jaz nisem tukaj, da delam težke stvari, mislim, kaj mi prije lahkotno, to je skladno z mano. Ja, razumem, ja. Se vidim tudi temu, ker recimo tudi meni najbolj žrejo stvari, ki mi pridejo lahkotno, oziroma najbolj se počutim in največ energije, fokusa imam tam, ker je tak lahkoten ples in tam res lahko grem globoko v tisto, ne. Tako da se poistovetim s tem, ja, tako da, ja. Mi je zanimivo, zdaj ta nek prediction za naprej, se pravi do 30, se učimo, tako da zdaj imam še 2 leti pole se učiti. Ja. Ne, zanimivo, ker jaz pač ful se mi zdi, da se učim zdaj v teh letih, ne, čeprav sem kao še mlad in to, se mi zdi, da sem ful že šel skozi, pa ful enih stvari zamenil, tako da res čutim da se učim in da bi dal to
nazaj neki svetu, ampak vidim, da ne gre, ne provam nekaj narediti, ima še veš nek zastoj oziroma čutim tudi noter neko blokado in nikoli nisem vedel za kje, ne, in sem zmeraj mislil, da stisni, daj se bo, daj, veš, za podjetništvo moraš malo stisniti, samo očitno je res nekaj na temu, ne, da pač moraš prepustiti, da stvari pridejo do tebe. Tudi recimo s tem sem se poistovetil v generatorji, ne, da morajo priti stvari do tebe in bolj ko pušaš, slabše je, ne. Ker recimo sem videl tudi pri sebi, najboljše stvari se mi zgodile, kadar sem umaknil kontrolu in so prišle same od sebe. Lahko povem, ne vem, 5 storij, kako se mi je pač skozi življenje tako spremenilo, ne. Recimo prva taka je bila po srednji šoli, sem rekel, da so bile težave, sem pretreniral odbojko in od, ne vem, 7. razreda in me ful veselilo. Pole v srednji šoli smo pa bili v prvi ligi in je bilo vse profesionalno, ne. In zadnje leto je bilo tako, da se ful nismo ujeli in s trenerjem, tako sem rekel, ok, jaz bom za 1 leto pustil odbojko, itak grem študirati arhitekturo, ne, bom pač se usmeril tja, ne. In v bistvu sem že pustil odbojko, sem bil prepričan, da bom pustil in potem so me poklicali pa Skalcita, ne, to je pa druga najboljša ekipa v Sloveniji, sem bil pruno pismo, ne. Je bilo prva taka, ne, se je izkazalo na koncu, da sem prav zbral, da sem šel v Kalcit, ker arhitektura mi ni odgovarjala, tako da če ne bi imel odbojke tisto leto, bi bila katastrofa. Poleg naslednja taka stvar je po faksu, ker jaz sem šel študirati zgodovino in italijanščino in sem vedel, da to ni zame, ker v bistvu takrat me je začela zanimati prehrana, pa to, kar se s tem ukvarjam. In po faksu sem bil spet pismo, kaj pa zdaj, ne. Bomo videli, ne, ok, prijem nazaj tle na Horiško lepo in nekaj se bo že oprlo, ne. In poleg takrat so mi ponudili, pa da bi prišel spet v odbojkarski klub, tle ženskem, Geni Vole, za pomočnika trenerja, ne. In ok, nova stvar se oprla, ne. In poleg recimo, kadar sem videl, da to trenerstvo ni zame, je bilo spet sem bil spet na razpotju poti, kakor se bi temu reklo. In poleg spet sem rekel, ok, pismo, ne vem, ki bi delal, notrečem, a sem se spet prepustil in spet je prišlo nekaj, pa recimo služba v proteini.si v Kulandi in se mi poleg oprla ta pot, na kateri sem potem, na ta življenjski slog prehrane in to. In zato mi je ful všeč ta kvot, ki imam tudi tle na roki v tetovirah, ne, tu in oni kazo metiči il cuore, che poi resto ci pensa la vita, ne vem, če tu znaš italijansko. Za tiste, ki ne znajo italijansko, ti vsako stvar dej iz srca, vsako stvar dej svoje srce oziroma dej vse, kar upaš, za ostalo bo poskrbelo življenje. In zanimivo, ne, generator, ne, pač moraš pustiti, da... In kaj se pa dogaja pri generatorjih, ne, si tlačimo in dodajamo ful stvari, ne, in potem vesolje nam hoče pošiljati, kar je bolj skladno za nas, ne, in potem pa mi rečemo, ja, temu projektu, ja, ali bi naredila to, ne, pa drugi nas pa zaznavajo, ko da imamo ful energije, ka imamo, ka ta sakral nam daje največ energije, ne. In potem si pa lahko naložimo preveč in zaradi tega tudi za nas generator je pomembno, da se vprašamo, ali je to res, ali sem rekel ja, zato pač spet glede na centre, ne, ali da se dokažem, ali da pokažem pač to, ali zato, ker si res to želim, je moje telo, moja notranja avtoriteta rekla ja, ne, je ful tako, ker potem, ko spustiš, potem daš prostor, da lahko prije neki nazaj k tebi, ne, mislim, prije k tebi in da lahko potem pustiš sakralu, Ja. To recimo tudi zdaj v zadnjih parih mesecih se prav to mi zgodilo, ker jaz sem imel zmeraj cilju, želju narediti en spletni tečaj od utrujenosti, burnouta, ker imam pa svoje osebne izkušnje s tem in začetek leta smo se res lotili to snemati, smo snemali tukaj, par video že posneli, ampak potem je prišlo do neke blokade in ni šlo naprej in jaz sem itak na guru naprej, veš pritisku, sem videl, da to ne bo šlo, ne. In potem spet sem se mogel prepustiti kontrolu, pustiti malo na stranski tir. In potem me je pa eden drug z Ljubljane, Nejc Soklič, kontaktiral, da ustvarjajo pa spletno platformo za zdrav ženski slog in če bi prišel za njih narediti kurs. Tako da res poleg začetek marca sem bil v Ljubljani, smo posneli kurs in bo zdaj začetek aprila bo to prišlo ven. In naprav oni opomni k sebi, ne, da pač tisto, kar se ti ima zgoditi, bo prišlo, ne. Ampak je težko, vsaj meni je težko prepustiti tisto kontrolo, veš, ker zmeraj sem bil učen, ne, moraš biti ti pač v kontroli, sploh pred športom, ne, moraš biti zmeraj najboljši, zmeraj v redu, zmeraj moraš biti pri energiji, pač ne pokazati čustev, lih kontra vsemu, ne. Na tvoj solarni pleksus, torej center emocij, imaš tudi ne defini? Ful,
ful težav imam se. Izogibaš konfliktom, da hočeš ustrešiti ljudem, zato ker pač jaz sem isto ne definiram, zato ker mi čutimo čustva drugih še bolj, ne? In potem nekako smo bili naučeni, tako se reči izognemo, da ne dobimo še večjega vala čustva, nimamo tega motorja, da bi to predelo. Ker smo mi sami, smo mirno morje in tisti, ki manj definiram, pa so stalno valno čustveni. Ja, tu sem recimo tudi pri sebi, jaz sem tam enih 5-6 let nazaj, lahko že več, sem dobil ful težav za okrog 20 leta z želodcem, prebavo. Na začetku nisem vedel, zakaj. Itak prva stvar, ki pomisliš, je prehrana. Itak hrana je bila eden izmed glavnih dejavnikov, a poleg začneš raziskovati, ne, kitajska medicina, čakre, ne, solarni pleksus, emocije, ne, in nisem znal procesirati, oziroma me ni nobeden naučil, kako sprocesirati čustva, pa poleg skozi šport tlačiš čustva, ne, ki si jih ne dovoliš pokazati. Recimo odbojka je bila, dokaj sem treniral, je bila edina stvar, skozi katero sem sproščil čustva, veš. Kada si bil malo jezen, si nabil balu, pa na igrišču si izjavil in tako. In poleg enkrat ni bilo več odbojke, takrat pa res ni bilo več unha. Kako to dati ven. In poleg začneš raziskovati, pa emotional tools, pa jokanje, pa pisanje, katarza in take stvari. No, tako da zanimivo. In recimo tu čutim, kada se mi nabere ful čustev, želodec, prebava, solarni pleksus, to je vse ven za alignment time, poleg kada se predela stvari, tudi potem ostalo steče. Ne, tako da. Tu so ful take abstraktne stvari za vse tiste, ki gledajo, poslušajo, si mislijo, ki ta dva orista tle. V bistvu je tako, tudi meni na začetku je bilo ful abstraktno, pa potem, ko se začneš tu raziskovati, pa vidiš, da nekaj je na temu, ne, tako da, ja. Tudi jaz se moram dosti krat da ne moreš ti o tem govoriti, tako moraš, prvo čakaj, to govorim jaz zdaj, kdo sam, ali to govorimo notranji kritik, ki se boji, kaj bo rekli drugi, ne pač konflikt, nedefiniran solarni pleksus, ne pač center emocij in vse, dej, poslušaj se, Ne, ker tudi recimo cilj za podcasta in tudi širi take tematike, ki so malo tabu, malo abstraktne in to. In se mi zdi, da če jih predstaviš na tak lep način, se ljudje ful poistovetijo. Recimo prvo tako je bilo, ko smo imeli z Izabelo, z sestro od Hane, ki smo govorili od highly sensitivities, čarovništva in to, so se ljudje, sploh ženske punce, so se ful poistovetile s tistim. Ne? In je taka abstraktna tema, ki je pač ji približaš ljudem in se mi zdi, da lih tle je ta nek pomen tega, da se širi ta koristna informacija in tako. Ne? Se mi zdi, da je vedno več tega. Nasplošno kot družba, kot celotna populacija se vse spreminja, no. Vse se spreminja. Zdaj se neka se bo shiftala energija. Ja, daj malo povej več o tega, 2027 si rekla. To je ful tako abstraktno, še bo. Ja, se vem, pa kako je vseeno. So ta obdobja, ne vem, 400 let ali 475, ne vem točno koliko, pač samo zdaj zaključujemo obdobje community, torej skupnosti, ker smo si pomagali in to in se že čutiti in zdaj prihaja drugo obdobje, bolj obdobje individualizma. To zdaj ni mišljeno, je okej. Da ne bo več pro kontra, bo v bistvu je tukaj, da ne bomo verjeli več toliko institucijam in drugim, ampak je prav bo, pač tako se bo poravnali planeti in vesolje, da bomo bolj se naučili, da nam bo bolj pomembno poslušati sami sebe. Okay. In recimo se videti, ne? Itak se zmeri, kadar se menja kakšno obdobje, čutiti že malo prej, ne? To, in se vidiš, ko je prišel pač toliko let nazaj, ne? Ko smo bili vsi izolirani, pa zdaj, koliko se stvari spreminja, tudi koliko ljudje boli še avtentičnost in ne samo tisto spolirano, ne, verzijo. Zato, ker to bo energija prihodnosti, se ne bomo, tudi je videti, mogoče se ljudje bolj držijo vsak zase, to prihaja. Bo popolnoma drugo obdobje, kjer bo pomembno, da slediš sebi. Ne to, kar ti reče druge, ker zdaj je bilo ful tako naravnano. Vse je raslo na skupnosti. Zdaj se tako zgleda malo... Ja, malo scary oziroma. Scary zgleda in ne vem, kako bo to zgledalo takrat. Ne vem kako, ampak naslednja generacija, mislim, mi bomo itak tudi to doživeli, ampak naši otroci bojo pa
potem rodili svoje otroke v čisto novo obdobje in pač je drugo bo, no. Bo zanimivo to razmišljati, kako pole prilagoditi vse to, ne, itak zdaj tudi AI je na vsem tem, pa pole socialno mreže in tako da bo zanimivo pole spremljati, kako tudi pole s svojim lastnim kontentom oziroma kako pomagati ljudem, ne. Kar sem pač raziskovala v to smer, je najbolj pomembno to, da slediš sebi. Spet se vrnemo to. Kot slediš sebi, da se spoznaš, kje deluješ iz vzorcev iz preteklosti, ki niso bili skladni s tabo, ne? In da se učiš svojo avtoriteto, ne? To, kar dejansko uči tudi human design, ne? Ko vsak ima drugače, ne? Mi da imamo sakrale, imajo, da poslušajo svoje srce, eni da poslušajo svojo intuicijo, eni da se pogovarjajo z nekom, je ful različno, eni da počakajo svoj solarni pleksus, da prespijo zadeve, eni luno, pač je ful različno. To, da se naučiš in da si avtentičen. Ja, tu pa je že videti, ne, da ljudje ful bolj želijo pa spremljajo to avtentičnost, ne, da se ljudje oprejo, da ni več tista avtoriteta pa neke maske, ne, da vedno bolj je pomembna ta avtentičnost, da pokažeš, kdo si ti in tako. Ja. Tako pač, da imaš to, ker potem, ker ljudje ne bo več brigalo. Se že zdaj viš tudi institucije, zdravniki in to vse, pač vse bo še zmeraj, samo bo ljudje postali futbol, že energija taka, tudi če noče se boš to začutil, ker pismo, če luna vpliva na nas, boš se, mislim, vpliva to na nas, ne, in se bo energija tako spremenila, da hočeš, nočeš, ali boš šel s tokom, ali pa boš rinil po svoje in boš se posprašal, zakaj je vse tako spet, ne. Pač je tako, gleda, jaz točno razmišljam, pač se zavedam, da bo sprememba, ne vem, kako bo, ne vem, kako meni je važno, jaz delam na tem, itak smo tukaj, da živimo sebe, ne, ni zato tudi vsaka oseba na tem planetu je zato, da živi sam sebe, da se oprši zase, ne zato, da živimo za druge in to, in tudi moji otroci, meni je pomenilo, da jih ne vzgajam tako, kakšna bi rada bila, ampak da jih podpiram glede na njihovo, ker ona dva sta čisto svoja. Ko jaz ti, vsak je prav drug in to smo prišli kot duše delati na ta planet. In to je tisto, kar si rečemo, ok, ne vem, kaj bo takrat, nekaj tako je shit, kaj bo, moj takoj začne razmišljati s to eno situacijo, ne vem kaj, ne, in bolj ok, ne, zdajšnji trenutek je tako, obstaja samo zdajšnji trenutek, edino zdaj ta trenutek nam je zagotovljen, ne vemo, kaj bo, tudi preteklosti je nekako samo ta trenutek. Ja, ko skozi projeciraš ali v prihodnost ali v preteklost, ne, samo tle nisi. Samo tle nisi, ne, in da moja naloga sama zase je, da živim v trenutku in da se poslušam zdaj v tem trenutku, je to edini trenutek in potem, kar bo prineslo, če bom sedila sama sebi, bom na pravi poti, ker to je cilj dejansko, pač smo prišli, smo se naučili tekom pogojevanja in to ne poslušati. In če poslušam sebe, se nekako tako to lažje, vem, da bom v redu. No. To je tako ful lepo sporočilo za zaključek. Ja, se pravi, zdaj se ukvarjaš s human designom, prej si pa omenila, pa tudi na storiju sem videl zadnjič, da pripravljaš pa potem za starše in otroke, tako da lahko deliš še malo, me zanima, kako bo to potekalo, pa malo deliš za vse. Sigurno, kakšen starš tudi gleda, če Nisem zdaj se pač pripravljam, da naredim, da zalaufam vse tako, ko je treba. Bom pa prav pač, ker zdaj sem tukaj, ker imam zdaj štrukelne, je pač bolj ta notranji kritik in ta osebnostna rast. Pa bom še dodatno imela, sem dala pa ime Otroci prihodnosti, da bo dejansko prav dejansko za nas starše, da pomagam, da potem kako otroke, ker pač human design je prišel za otroke in da pomagamo našim otrokom, da zrastejo v to, kar je njihova duša pač prišla se učiti delati na ta svet. Fora je pa tudi to, ne bomo jih mogli rešiti od pogojevanja, zihar bo nekje dobili, ampak si misliš ti, da bi že ničkenega vedel, da nisi tukaj, da
inicira stvari, ampak da si tukaj, da življenje prije k tebi. Potem tudi, kadar bi prišli, pač, kakšni izzivi, bi ful laže prišel nazaj k sebi, ne. In to je tisto, da naučiš, da pomagaš otroku, ko oni znajo, in da pač nadaljujejo tako. In to bo pač moj poslanstvo, to otrok prihodnosti. Sem dosti časa, sem vedela, da nekaj, sem čutila, no, da nekaj moram, mislim, ne da moram, prav znotraj sebe sem čutila, nisem vedela pa točno kaj. Ne vem, je to naredilo starševstvo, to ima tudi glede na human design, je tudi videti pa, kakšna je ta severni in južni vozel, ki ti tudi pove, kakšna je tematika tvojega življenja pač do 40. in pol po 40. Ki so spet določene stvari, ki so se vidi. In sem videla, in bolj je bilo spet jasno, da rečem to smer, ne, in se mi je bilo spet vse jasno, in tako da bolj, so določene stvari se pač morajo predalčiti, kako moje, pač gre, in tako da bom zdaj zagnala to, ko mi je tudi ful, ne vem, tako, wow. Ful lepo. Ja, sem ful vesel za tebe, pa za svet, kaj tako to je nekaj, kar rabimo, ne, tako da super. Upam, da ti bo zalaufalo, ne, se prepustiš. Evo, tako. Dobro, zaključujemo pole, dobro urca in pol smo že, tako da. Zdaj za klon s podcastom imamo za vsakega hosta, ne vem, to sem ti pozabil povedati, ne vem, če si videla na kakšnem podcastu to. Za konc imamo še za vsakega hosta 2 vprašanji, ki so direkt vezane na tematiko podcasta, se pravi Beneser, dobro počutje. Kaj zate pomeni dobro počutje, pa 3 nasveti za več dobrega počutja? Zame dobro počutje, odvisno od dneva, kdaj je to spanje, če sem preveč neprespala od noči zaradi otrok in to. Dobro počutje je predvsem to, da se dobro počutiš sam v sebi, no, da se ne tako sekiraš, kaj druge mislijo, da to notranja mirnost dobesedno, dobro počutje zame, da če si mirna samo v sebi, potem se boš dobro počutil. Jaz vidim, kadar sem jaz mirna, ker se jaz dobro počutim, dam to energijo ven, sta tudi otroka čutita to. In kadar sem frustrirana in slabe vonje, se ne dobro počutim, vidim ogledalo potem nazaj. Tako je to dobro počutje. In kaj je rekel? 3 nasveti. 3 nasveti. Slediti sebi. Ne vem, to se naučiti, nema res, to se mi zdi 3 nasveti. Ne vem, zato, ko sem toliko v temu zdaj, vedno, kadar sem se poslušala samo sebe, sem se potem dobro počutila. Sploh pa zdaj, kam gremo, kako je bilo in vse. In ko je te 3, jaz bom imela. No, to feba. In pole vse. Lifestyle. Ja. Ok, top. Evo, hvala ti za čas, za super pogovor. Meni je bilo ful dobro, ful zanimivo, take globoke tematike. Upam, da je bilo tudi poslušalcem, gledalcem. A ja, samo tista je. A ja, ok. Tista odpovedala. Ok, tako da upam, da je bilo tudi ven, ki ste poslušali, gledali, zanimivo. Jaz bom dal v opis epizode vse linke, kjer lahko najdete Anejo. Spravi Instagram, Facebook, YouTube, tudi. Nimaš? Ok. Tako da spletna stran in ta nov profil ima že? Ok, tako da tudi. Dobro, tako da bomo dali tudi tisto noter, tako da tudi ono. Evo, hvala vsem za poslušanje, gledanje. Upam, da vam je bilo zanimivo in se vidimo naslednjič. Čau. Čau.